Gospo ministrico bomo prosili, da še pride malo na oder, kajti opraviti mora še eno prijetno dolžnost, pri kateri se ji bo pridružil podpredsednik Skupnosti višjih strokovnih šol, dr. Marjan Pogačnik. O pomembnem imeniku, ki ga v letošnjem letu obeležuje višje strokovno izobraževanje v Sloveniji, bomo namreč podelili zaslužna priznanja vsem, ki so pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja. Podelili bomo najprej zlate častne znake. Zlati častni znak prejme Alojz Raspet za dolgoletno uspešno delo v organih skupnosti in združenja višjih strokovnih šol, za izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju skupnosti višjih strokovnih šol in višjega strokovnega šolstva, za dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah ministrstva, pristojnega za višje šolstvo, v komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva. Alojz Raspet prejme zlati častni znak tudi za 20-letno delovanje in vodenje višje strokovne šole Šolskega centra Celje. Alojz Raspet je pobudnik ustanovitve in predsednik Združenja višjih strokovnih šol Slovenije. Je vodja priprav, razvoja in delovanja višje šolske prijavne službe, predsednik in dolgoletni član upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol ter kot strokovnjak član večjih delovnih skupin na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov. Hkrati je že 20 let ravnatelj višje strokovne šole na Šolskem centru Celje, je predavatelj in soavtor večjih učbenikov. Sodeloval je kot koordinator pri projektu FARE, razvoj višješolskih strokovnih študijskih programov in programov za mojstrske in delovodske izpite na področju strojništva in gradbeništva. Sodeloval je tudi pri projektih FARE MOKA, izdelava inovacijske strategije za poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji, ESF, posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov. Vodil je pripravo izhodišč za pripravo višješolskih programov in meril za ECTS. Sodeloval je tudi pri pripravi višješolskih študijskih programov strojništvo, gradbeništvo, mehatronika in avtoservisni menedžment. Za zlati častni znak mu čestitamo. Vse prejemnike pa prosimo, da ostanejo na odru, da bomo imeli lepo fotografijo, s katero bomo čez 20 let lahko obujali spomine na podelitev priznanj. Zlati častni znak prejme tudi Drago Simončič za dolgoletno uspešno delo v organih skupnosti višjih strokovnih šol in združenja, za izjemen prispevek k prepoznavnosti, ugledu in delovanju skupnosti in višjega strokovnega šolstva, za dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah ministrstva, pristojnega za višje šolstvo, v komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva. Drago Simončič je bil od vsega začetka vpet v nastanek in razvoj višjih strokovnih šol. Kot koordinator je bil vključen v program FARE 1995-96 v okviru CPI-ja. Sodeloval je pri pripravi splošnega dela višješolskega strokovnega izobraževanja, ki je bil skupen za prve 4 višješolske programe. Deloval je kot podpredsednik upravnega odbora v Skupnosti višjih strokovnih šol ter v Komisiji za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov v višjem strokovnem šolstvu in pripravo strokovnih podlag zanje pri Senatu za evalvacijo. Aktivno je sodeloval pri pripravi in uvajanju višješolskih programov strojništva, kozmetike, komunale, elektronike, informatike, lesarstva in prometa. Sodeloval je v projektu prenova in dopolnitev programov višjih strokovnih šol. Drago Simončič je kot dolgoletni ravnatelj višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto skrbel za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter spodbujal uvajanje novih pedagoških pristopov in tehnologij dela na področju višjega strokovnega izobraževanja. Čestitamo za zlati častni znak.
Prejme ga tudi Janez Šolar za dolgoletno uspešno delo v organih skupnosti in združenja višjih strokovnih šol, za izjemen prispevek k prepoznavnosti, ugledu in delovanju skupnosti in višjega strokovnega šolstva, za dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah ministrstva, pristojnega za višje šolstvo, komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva, ter za večletno delovanje in vodenje Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Janez Šolar je bil ustanovitelj Društva ravnateljev višjih strokovnih šol in predsednik skupnosti višjih strokovnih šol. Bil je aktiven predstavnik skupnosti v Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Sodeloval je v projektni skupini za pripravo višješolskega programa Gostinstvo in turizem, bil je prvi ravnatelj in direktor Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Je soavtor prvega višješolskega programa Gostinstvo in turizem, avtor katalogov znanj ter eden izmed prvih predavateljev. Razvil je bogato mednarodno sodelovanje šole in bil kot predstavnik Slovenije več let član izvršnega odbora Mednarodnega združenja gostinskih in turističnih šol AEHT. Vodil je investicijo obnove stare šole, kjer je sedež Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Sprejel je odločitev o prevzemu hotela Astoria v upravljanje šole od leta 2000 dalje in vodil investicijo prve faze obnove šolskega hotela Astoria. S svojim delom, predanostjo in vizijo je dosegel, da je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled prepoznavna tako doma kot v tujini. Čestitamo za zlati častni znak. Ki ga prejme še magister Milan Meža za dolgoletno uspešno delo v organih skupnosti in združenja višjih strokovnih šol, za izjemen prispevek k prepoznavnosti, ugledu in delovanju skupnosti in višjega strokovnega šolstva, za dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah ministrstva, pristojnega za višje šolstvo, komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva, pa tudi za večletno delovanje in vodenje Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje. Magister Milan Meža je bil eden pobudnikov uvedbe višjega strokovnega izobraževanja v slovenski izobraževalni prostor. Aktivno je sodeloval pri pripravi prvih programov in vodil projekt ustanovitve Višje strokovne šole na Šolskem centru Velenje, kjer je postal tudi prvi in dolgoletni ravnatelj. Bil je predsednik komisije za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Naredil je program za vodenje evidence in izdaje sklepov o imenovanih predavateljih. Z voljo in predanostjo je uspel postaviti šolo, ki je spoštovana v lokalnem okolju in se odlikuje z odlično opremljenostjo, ki zagotavlja študentom optimalne pogoje za doseganje zastavljenih ciljev. Aktivno je sodeloval pri razvoju višješolskih programov elektronika, rudarstvo in geotehnologija ter informatika. V času ravnateljevanja je bil soavtor večjih katalogov znanj učnih gradiv. Čestitamo za zlati častni znak. Vsem dobitnikom in vsakemu posebej še enkrat iskrene čestitke, en aplavz za vse skupaj in seveda fotografija za utrajen spomin.